V tokratnem MS Reporterju se bomo pogovarjali z doktorjem Grego Brecljem o zdravilih za zdravljenje za multiplo sklerozo. Glede na trenutno široko paleto zdravil za zdravljenje multiple skleroze nas zanima, kako poteka izbira primarnega zdravila. Se prične zdravljenje s prvim redom zdravil in se nato nadaljuje z drugim, ali se že takoj na začetku bolezni predpišejo zdravila drugega reda? Katera izbira je bolj smiselna? V zadnjem letu ali dveh, treh smo dobili zopet nova zdravila, že pred tem kar precej njih, tako da se je v resnici pristop k zdravljenju k multipli sklerozi v zadnjih letih bistveno spremenil. V 90 letih in naprej smo seveda imeli zelo omejen nabor zdravil in smo zaradi tega resnično pristopali stopenjsko, torej najprej z zmerno učinkovitimi zdravili, potem smo stopnjevali zdravljenje pri bolnikih, kjer z zdravljenjem zaradi takšnih ali drugačnih razlogov nismo bili zadovoljni. Z razvojem novih terapevtskih možnosti in pa tudi preteku nekaj časa, ki je potreben za to, da mi dobimo tudi določene klinične izkušnje in podatke iz realnega življenja, pa smo prišli do spoznanj, da je zelo pomembno, kar se tiče dolgoročne prizadetosti bolnikov, in preprečevanja napredovanja invalidnosti, zgodnje visoko učinkovito zdravljenje. Tako da danes že kar v zelo visokem odstotku pri bolnikih ob začetku bolezni ali pa zelo hitro v poteku bolezni, če so zdravljeni z zmerno učinkovitimi zdravili, posegamo po zdravilih, ki so visoko učinkovita. S tem dolgoročno prepričljivo v vseh raziskavah preprečujemo nevrološko prizadetost bolnikov bistveno boljše, kot če bi bolnike zdravili stopenjsko, tako kot smo to počeli še pred 5, 10 leti. Hvala za povedano. Hvala lepa tudi vam.